Lep pozdrav vsem skupaj. Dobrodošli na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Tisti, ki stojite, je tle še par mest, če se hočete usesti, tako da note stalko vsem potrajali 1 uro. Tako da, še en ekstra pozdrav vsem, ki nas spremljate v predavalnici 1 preko live streama. Midve sva Teja in Rebeka. In letos so naju prosili, da vas vodiva skozi ta uvodni del informativnih dni. Zdaj verjetno vas veliko stvari zanima, kakšni so predmeti, profesori, a se da preživeti izpite, ali ful matematike. In mi, da ne bomo mogli tega vsega sami odgovoriti, tako da nam bojo pomagali sodelavci, ki bojo kmalu povabljeni na oder. Preden pa začneva, moram jaz biti malo iskrena. Teja, a si ti hodila na FRI? Ja, v bistvu ne. Ok, jaz tudi ne. Ampak hvala Bogu se pravijo, da gre v 3. rado, tako da sem se vsaj za doktorski študij odločila na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Tako da zdaj lahko ponosno rečem, da sem tudi jaz študentka FRI-ja. Mislim, super zate, ampak mislim, da je vsem boljše, da prisluhnemo študentom, ki so FRI dejansko zbrali za prvo izbiro. Ja, najboljše. Sem se odločil, ker me je vedno intrigirala opcija, da nekaj ustvariš. Se pravi, imaš neko idejo, neko aplikacijo ali karkoli in si sposoben to dejansko narediti. Za študij sem se odločila, zato ker sem v srednji šoli bila v naravoslovnem oddelku, sem imela malo več informatike, pri kateri smo delali spletne strani, pa z Arduinom smo se igrali in mi je zelo všeč, da imamo dejansko fizičen nek izdelek na koncu in zato sem se potem odločila tudi za študij. Računalništvo me je začelo zanimati že v osnovni šoli, v 6. razredu, ko sem se spraševal, kako so narejene videoigre. In potem od takrat naprej je to na nek način postal moj hobi in sem tudi samostojno začel raziskovati, kaj je vse na področju računalništva. Zelo mi je všeč, da si študenti med sabo pomagamo in da smo neka taka skupnost, pa zelo so mi všeč te dodatne možnosti, ki jih imaš. Naprimer, jaz sem se udeležila tekmovanja Roboliga, kjer smo programirali avtonomne robote, ki so bili sestavljeni iz Lego kock. Najbolj zanimivo mi je, da se lahko usmeriš v stvari, ki so ti všeč v 2. letniku, potem pa to sprobaš še v 3. letniku na praksi, se pravi teorija, ki ti je bila podana na študiju. Najbolj všeč so mi kakšni projekti. Nekaj, kar zahteva nek vložek časa, ampak potem tudi se obrestuje. Sama izbirnost predmetnika, ki ga imam, da res lahko se odločim, kaj bi se rad naučil in kaj bi odnesel od faksa. Na FRI-ju mi je najbolj všeč ravno to, da imaš vedno dostop do vodilnih strokovnjakov na svojem področju in tudi ti so zelo odprti za kakršnokoli vprašanje ali posvetovanje. Lahko navežeš zelo dober stik s profesorji in asistenti. No, zdaj mi je kar malo žal, da tudi jaz nisem šla na FRI. V redu, še imaš čas. Kakor ste slišali, imajo naši študenti različne interese, tako kot jih imate verjetno tudi vi. In naloga fakultete je, da vam omogočimo razviti te interese, pa mogoče najdete tudi kaj novega, kar prej niste vedeli. In prva oseba na fakulteti, ki skrbi in se zavzema za to, da študenti in študenti dobite najboljšo izobrazbo možno, je dekanja fakultete, izredna profesorica dr. Mojca Ciglarič, ki jo vabimo na oder, da povemo o svoji poti na FRI. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, draga dekleta in fantje, spoštovani spremljevalci. Prav lepo vas je videti, tako polno predavalnico, ker čutite eno tako radovedno energijo. Tako da sem zelo vesela, da ste vsi tukaj, vključno s tistimi v predavalnici 1. Ja, zdaj mogoče, če jaz nazaj pogledam, kako je bilo, ko sem se jaz vpisovala na FRI. To je bilo več kot 30 let nazaj. Takrat računalništvo je bilo čisto ena majhna veda, ampak vedeli se pa je že, da se bo močno razvijala in da bo perspektivna. Študij računalništva je potekal na Fakulteti za elektrotehniko in je 3-4 leta, tako da to je bilo kar tako malo taka pogumna odločitev, ker je bilo tako nekaj čisto novega. Jaz takrat sploh nisem šla na informativni dan. Jaz sem vedela, da hočem iti na računalništvo in to je bilo to. Zdaj, če me pa vprašate, zakaj, kako sem se za to odločila, to je pa zelo kompleksno vprašanje, ki vam ne vem čisto dobro odgovoriti. Moj prvi stik zares z računalništvom je bil, ko je brat kupil računalnik, pa je pol cele večere igrice igral. To je bilo tisto, kar sem videla. On je tudi nekaj programiral, ampak to ni mene nič uvedel v to, ne.
Potem smo imeli pa v srednji šoli, jaz sem bila tista generacija usmerjenega izobraževanja, smo imeli možnost izbrati programiranje kot izbirni predmet za 1 leto. Tista učiteljica ni imela pojma o programiranju, ampak jaz sem videla tam programe in potem, ko sem enkrat ugotovila, kako programi delujejo, pa kako lahko tisto malo spremenim, pa dela nekaj drugega, ne. Jaz nisem takrat kakšnih dolgih programov, mogoče tokle 15-20 vrstic kode so bili, a ne, da so nekaj izračunali, ampak jaz sem tam začutila, kaj vse se da narediti. Komot sem si predstavljala, kako lahko narediš daljši program, ki veliko več stvari naredi, pa kako lahko različne programe skupaj zlagaš in to se mi zdelo toliko nekaj dobrega. Mi smo takrat recimo študenti za študentsko delo smo delali, ni bilo še Excela pa nobenih teh orodij, jaz sem dobila recimo tak pok A4 listov, same tabelice, polne številk in sem mogla seštevati po stolpcih pa po vrsticah pa povprečje računati. Peš ali pa s kalkulatorjem, ne, ker pač ni bilo računalnikov in programov, ki bi to delali. In potem, ko ti vidiš, kaj se da s programom narediti, to je bilo wow. In ugotovila sem tudi, ja, da se koristne stvari delati, da se pa tudi zabavne stvari delati. Lahko se malo hecaš, a ne, pa pol, ne vem, sprogramiraš tako, da ti kakšno neumnost nazaj napiše in pa smo se tam smejali vsi cel razred, tako da sploh ne vem kaj dobrega, a ne. Se pravi, to je bil tisti prvi stik, a ne, in potem seveda dodaten argument je bil pa tudi to, da je to perspektivno področje, kjer se bo z lahkoto dalo dobiti zaposlitev. Takrat mogoče je bilo tega me malo straha, bom jaz lahko sploh zaposlitev dobila, če grem kaj čudnega študirati in je to dodaten faktor, pa to, da bo se računalništvo uporabljalo na vseh področjih. In to je ena stvar, ki me še danes fascinira. Koliko je, pa to je se potenciral še krat 10 ali pa krat 1000, a ne, koliko je različnih področji, kjer lahko inženir računalništva dobi zaposlitev in dela na svojem strokovnem področju, ampak dela ful ene zanimive stvari, ki so zelo povezane tudi s tistim ciljnim področjem. Vse od čist mehkih, od psihologije, humanistike, jezikovnih tehnologij, ki so danes zelo aktualne, do čist tehničnih, ne vem, programirate robote, a ne, skrbite za kibernetsko varnost, optimizirate algoritme, da tečejo paralelno na GPU-jih, pa take stvari. Res cel spekter vam je odprt. Pa da ne omenjam medicine, farmacije in rešujete življenja in tako naprej, a ne. Seveda, pol, ko si na študiju ugotoviš, da tudi ni vse čist lahko, da moraš malo tudi delati, sej to kamorkoli boste prišli. Jaz sem svoj prvi izpit padla, to je bil tudi edini izpit, ki sem padla, ampak takrat mi je bilo to zelo šokantno, kako s samimi petkami sem prišla, pa prvi izpit 20%. Sej pol sem ga šla še enkrat delati, pa je bil 100%, a ne, ampak hočem reči, da tudi ta prehod iz srednje šole na študentski, mislim, univerzitetni način dela ni čisto enostaven, a ne, malo moraš ugotoviti, kako profesorji razmišljajo, kaj se pričakuje, pa tako naprej, ampak vse se da, ne, pa imate tukaj podporni sistem, učitelji, asistenti vam pomagajo, tako da ni tako hudo, a ne. Jaz bi še enkrat rada poudarila, da sem vesela, da med vami vidim tudi kar nekaj deklet. Upam, da se boste vse odločile, da pridete na Free. Rebeka vam je lahko zgled, a ne? Rebeka je zadovoljna pri nas. Pa tudi ostali seveda, a ne? Mislim, da tisti, ki boste prišli, oziroma vsi, ki tukaj sedite, sem prepričana, da ta študij ste sposobni zaključiti. In vam bomo tudi pomagali, da ga zaključite, če se boste odločili, pa toliko in toliko časa vložili, a ne? Se pravi, ni to nek bav, to ne vas ne straši. Dajte samo ugotoviti, a je to res tisto, kaj vas zanima, a boste tudi potem, ko greste po fakulteti, pa boste malo videli te projekte ali pa kar vam bomo tukaj povedali danes, a so to stvari, kjer sebe najdete na kakšnem od teh področij. Jaz vam želim, da se boste tle najdeli, da se boste zabavali in danes in potem med študijem in celo vašo kariero. Hvala. Hvala, Mojica. Ja, včasih je bilo računalništvo še zelo majhna panoga, zdaj se nam pa zdi, da je računalništvo prepleteno že z vsem našim življenjem in se ne moreta družba in tehnologija ločiti. Pa tudi zdi se, da vsak dan slišimo za neko novo tehnologijo, ki smo jo razvili. Ja, na Freeju se ne ukvarjamo samo z učenjem, ampak tudi raziskujemo. Imamo več kot 150 raziskovalcev, ki delajo na različnih področjih. Mi ne bova zdaj klamidve naštevali, ker teh področij je ful veliko, tako da najbolje si pogledamo en video, kaj mi dejansko počnemo na Freeju. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko ustvarjamo prihodnost. Raziskujemo, razvijamo in oblikujemo rešitve, ki spreminjajo svet.
Naši strokovnjaki za umetno inteligenco razvijajo napredne metode analize podatkov, orodja za zgodnje odkrivanje bolezni, algoritme za pospešen razvoj zdravil ter modele, ki napovedujejo vreme z večjo natančnostjo kot kadarkoli prej. Razvijamo tehnologije, ki razumejo človeški jezik, od inteligentnega prevajanja do sinteze govora. Naše rešitve omogočajo naravno komunikacijo med človekom in strojem. Sistemom računalniškega vida dajemo sposobnost zaznavanja in razumevanja sveta. V industriji razvijamo sledenje objektov, prepoznavo gibanja in avtomatizacijo procesov. Na fakulteti raziskujemo superračunalništvo in razvoj računalniških arhitektur. Od zmogljivih gruč do inovativnih čipov poganjamo tehnologije prihodnosti. Usmerjamo avtonomne sisteme v prostoru, od podvodnih robotov do dronov. Naše rešitve za lokalizacijo in navigacijo omogočajo varno in natančno delovanje v zahtevnih okoljih. Razvijamo vizualizacije, ki odkrivajo nevidno. LIDAR prostorske karte, mikroskopske rekonstrukcije, virtualni dvojniki in potopi v navidezno resničnost. V svetu digitalnih groženj gradimo varne sisteme. Od kriptografije do etičnega hekanja, naši raziskovalci krepijo zaščito podatkov in infrastrukture. V dobi interneta stvari razvijamo rešitve, ki obdelujejo podatke tam, kjer nastajajo, na robu omrežja. To omogoča hitrejše odzive in večjo zanesljivost. Na fakulteti za računalništvo in informatiko ne le študiramo tehnologije, soustvarjamo jo. Pridruži se nam in postani del skupnosti, ki žene svet naprej. Študiraj računalništvo in programiraj prihodnost. No, jaz bi rekla, da je to kar veliko stvari. Ja, lahko bi rekli, da vse poti vodijo na free. Ja. Veš, kaj pa meni tudi najbolj noro, Rebeka? Povej. Ja, da vem, da lahko delaš, ne vem, toliko stvari, lahko delaš z umetno inteligenco, z VR-jem, z vizualizacijo. Ja, ne samo to, lahko se ukvarjaš tudi z glasbo, zgodovino, jezikoslovjem, medicino, v povezavi s programiranjem, seveda. Skratka, če vas zanima kjerkoli od teh stvari, pa še ne veste čisto specifično, kaj boste v 3 letih zihar najdel svoje področje. Ampak, da ne bo vse ostalo tako abstraktno, dajva rajš besedo kakšnim našim raziskovalcem, ki nam bojo bolj konkretno povedali, s čim se ukvarjajo. Eden izmed takih raziskovalcev, ki ima vedno kaj zanimivega pod svojim rokavom, je dr. Matevž Pesek. On nam bo predstavil, kako računalničarji počnejo v praksi, kako nastajajo digitalne storitve in vse svoje projekte z glasbo in virtualno resničnostjo. Hvala. Živjo. Ja, moje ime je Matevž Pesek, prihajam iz enega od 20 laboratorijev na fakulteti, in sicer iz laboratorija za računalniško grafiko in multimedije. Mogoče mislite, da nas ne poznate, ampak verjetno, kdo je prišel z avtom danes sem? A imate kakšno aplikacijo za radarje gor? Aha, starši plačujejo še kazni za enkrat. Okay. Verjetno nas poznate skozi kaj tacga. Je kdo prišel z avtobusom? A ste pogledali vozne rede na LPP-jevi spletni strani? No, potem ste že uporabljali naš software. Ko boste kupovali avto, verjetno bo vaš avto viden strani našega sistema, preden ga boste vi videli. Ko boste vsak dan, vsakodnevno uporabljali take pa drugačne tehnologije, se boste srečali z nami, pa verjetno sploh še ne veste, da se srečate. Ko boste šli na sodišče kot priče, ne kot obtoženi, upajmo, boste uporabljali naš software v bistvu. Ko boste šli k zdravniku, boste uporabljali naš software. Kamorkoli boste šli, nas v bistvu že poznate, oziroma lahko rečemo, da mi mogoče poznamo vas bolj kot vi sami sebe nekako. Zdaj, ena od teh stvari, ki sem jo omenil, tale aplikacija, ki jo nekateri verjetno uporabljate pa poznate, ali pa če kdo klical kdaj pomoč na cesti, se komu že to zgodilo? Ne, to so unite slabi vozniki, nam nikoli ne poč guma, nič tazga. Boste verjetno se srečali z našimi sistemi. Zakaj to počnemo? Zato, ker lahko izboljšujemo življenje, vsakodnevno bivanje, premikanje, kupovanje, učenje in ostale stvari, ki jih počnemo vsak dan za vsakega posameznika na način, da v bistvu olajšamo en kup stvari, ki so bile mogoče 10, 20 pa 30 let, kot je dekanja rekla nazaj, so bile precej težko razumljive, težko dojemljive, da bi se kaj takega zgodilo avtomatično, da bi mogoče avtomatično lahko poklicali nekoga, ki bo rešil naš problem na cesti, da bomo avtomatično lahko vedeli, katero pot izbrati
kadar se bomo odpeljali na free. Ne? Ko se boste vpisali na free, mogoče boste prišli z avtom, mogoče boste prišli z avtobusom, verjetno bolj z avtobusom, ne? Z vidika parkinga, če ste ga danes iskali, tisti, ki ste prišli z avtom, veste, o čem govorim, ne? Boste nekako uporabljali tak ali pa drugačen sistem, ki vam bo reševal eno tako stvar, tak izziv, problem, ki se vam zdi vsak dan v vsakdanjem življenju zelo zdaj trivialen. Ne? 10, 20, 30 let nazaj, mi, ki smo že malo starejši, ne? Pa nismo toliko bistveno starejši, kot ste vi, ne? Smo živeli še v nekih časih, kjer smo veliko ene energije v vsakodnevnem življenju v to vlagali. Seveda, ne počnemo zgolj takih stvari, čeprav so nam strašno zanimive. Ker prihajamo iz laboratorija za računalniško grafiko in multimedije, se ukvarjamo veliko z grafiko in z multimediji. Ima kdo rad igrice? Kjer je vaša najljubša igrica? Kaj pa sjansa? Ne? League of Legends, ja. Fortnite, ne? Nekako, mi smo rekli, dolg čas je igrati igrice, ko obstajajo, boljše delati svoje igrice. V zadnjih letih smo en kup časa namenili temu, da te igre mogoče niso samo, tako kot bi starši, ne, tisti, ki ste tukaj, bi rekli, to je malo zguba časa, ne, se kdo strinja? Ni nujno, ne, lahko se kaj naučimo z njimi, ne. Skozi navidezno resničnost, skozi namizne aplikacije, mobilne aplikacije, velikokrat delamo aplikacije, ki izgledajo na prvi pogled take zelo poigrene, zelo zanimive, ne, greš pa igraš zato, ker ti je fino, ampak po drugi strani treniramo različne veščine ali pa doprinašamo različno znanje posamezniku. V tem kontekstu tudi včasih potem naredimo kakšno študijo pa pogledamo, kaj se zgodi s posamezniki. Ne? A se vam kdaj zgodi, da mislite, da se učite, pa da se nikakor nič ne premakne naprej? Zdaj imate maturo, ne, čez par mesecev, ne. Boste še prišli do tega občutka. Je tako, ne, včasih imate občutek, če bi rad vadil klavir, ne, tisti, ki ste v glasbeno šolo hodili, nekako se vam ustav, pa kar nekako ne gre naprej, ampak pol kar naenkrat pa pride do neke razlike. Ali pa če zamenjate neko metodo, če trenirate kakšen šport, ne, greste teč, ne, pa zamenjate malenkost metodologijo, kako delati, se izkaže, da lahko dosegate veliko boljše rezultate. No, mi se poleg tega, da pač radi delamo večje sisteme, ukvarjamo tudi s tem, kako v teh sistemih ljudje v bistvu lahko bistveno bolje napredujejo in kako lahko mogoče to učno krivuljo prilagodimo posamezniku. Poleg tega, če mi už dal še en slajd naprej. A ga nimam več? Ok. Poleg tega, ne, v navidezni resničnosti delamo en kup stvari, ki mogoče posegajo v tist višek tehnologije. Torej, kaj se vse da narediti s trenutnimi očali? A je že kdo probal očala Meta Quest 3? Bolj malo. Ok, če še niste, ne pozabite po tej predstavitvi, pejte gor v učilnice pogledati, preizkusiti, kaj vse se da narediti že z današnjo tehnologijo. In zavedajte se, da kadar boste vi prišli do konca študija, bo ta tehnologija bistveno bolj naprej, lažja, hitrejša, bolj realistična, kot jo vidite danes. Ampak že zdaj naši študenti razvijajo prototipe, končne produkte, aplikacije za ta nivo opreme, ki bo čez 10 let v neki tretji obliki, kjer se bo marsikaj spremenil, od hardvera do softvera, bistveno še bolj uporabna v vašem vsakdanjem življenju in ko boste vi vašim kolegom razlagali čez 10 let, s čim ste se vi ukvarjali, bo to za njih nekaj vsakdanjega, kar je danes mogoče tak state of the art, ki ga še noben, mogoče celo tlele, ne, v ta trenutek ni videl. Hvala. Hvala, Matevž. Umetna inteligenca je nekaj, kar vsi vemo, kaj je, ko se uporabljamo, no, mogoče ne, ampak načeloma skoraj vsak dan. In na Freeu razvijamo že desetletja. Od danes pa razvijamo tudi slovenski jezikovni model GAMS. In bi na oder zato povabila glavnega razvijalca GAMS-a, Domna Vreša, ki nam bo predstavil, zakaj so veliki jezikovni modeli pomembni, kaj vse omogočajo in kako jih na Freeu razvijamo. Hvala Teja za uvod. Jaz ne bom začel z vprašanjem, kako se uporablja ChatGPT ali pa Gemini, ker se bojim, da bo kar 100% uspešnost. Ampak če vas je prej mogoče mičkeno zaskrbel, koliko že Free ve o vas, pa lahko vas še toliko bolj skrbi, koliko recimo tuje korporacije vejo o vas. In s tem namenom mi razvijamo naš odprtokodni model GAMS. In zakaj je to pomembno? Recimo modela, kot sta ChatGPT in Gemini, seveda, odlično delata, ampak in tudi, če ste recimo nek posameznik, ki s tem modelom komunicira, nič narobe.
Ampak če ste pa neko podjetje, ki bi hoteli optimizirati svoje poslovne procese, ali pa sploh če delate v nekem področju, kjer res morate varovati osebne podatke, recimo zdravstvo, policija, sodstvo in tako naprej, tam pa rata mičken problem, če pošiljamo podatke na neke strežnike tujih korporacij. In v bistvu alternativa temu so odprti modeli, kot je naš GAMS. In kaj to pomeni? Ta model je v celoti javen in si ga lahko prenesete k sebi in ga tudi poganjate pri sebi. In to pomeni, da vsi podatki ostanejo pri vas. Ampak zakaj pa mi zdaj delamo posebej na našem slovenskem modelu? Ker se izkaže, da so tile odprti modeli učeni predvsem na nekih večjih jezikih, recimo na angleščini, in ne poznajo nekih dobrih slovenskih, recimo ne poznajo nekih slovenskih detajlov. In zdaj s tem, ko mi razvijamo GAMS-a, v bistvu hočemo to pripeljati tudi v slovenščino, ne? In s tem hočemo v bistvu omogočiti sodoben model tudi za slovenščino in na tak način podpreti in slovenske uporabnike in tudi slovenska podjetja. Recimo, kar zdaj trenutno GAMS že zmore, je, že zelo dobro lahko piše razne pošte, neka sporočila in podobno. Tudi na marsikero vprašanje zna odgovoriti, zna tudi pisati kodo in tako naprej. Seveda ga bomo pa še v prihodnosti tudi izboljševali. Lahko recimo povem, da na naši areni je že približno tako dober, ko recimo GPT-4 in tako naprej. No, kako pa dejansko poteka razvoj takega modela? Recimo, vsi modeli so najprej učeni na neki večji količini podatkov, to res govorimo o ogromnem številu, recimo v milijardah in biljonih besed in tako naprej. In zato pa tudi potrebujemo neko računsko moč, recimo se pravi konkretno neke superračunalnike. In mi smo z GAMS-om začeli na največjem slovenskem superračunalniku na Vegi v Mariboru, pa se je hitro pokazalo, da je ta premala sploh za te večje različice modelov. Potem smo mogli iti na evropski superračunalnik v Bologni, imenovan Leonardo, pa smo tudi tam zdaj že kar prišli do neke kapacitete, ko tudi ta superračunalnik ne zmore več. No, na srečo smo pa za naše potrebe od lani na free samooskrbni. Tule lahko vidimo, od lani imamo na strehi ta kontejner imenovan Frida. To je pa naš lokalni superračunalnik. In lahko menim, da podpira ogromno različnih arhitektur, ker imamo tudi ogromno različnih laboratorijev, vsak počne različne stvari in tudi pač rabimo za različne namene to podpreti. No, recimo naš paradni konj je pa vozlišče z DGX B200. To ima 8 grafičnih kartic in vsaka grafična kartica ima kar 180 GB grafičnega pomnilnika. In s tem smo tudi edini, bi rekel, superračunalnik v Sloveniji, pa eden izmed redkih, če ne skoraj edini v Evropi, ki lahko poganjamo tudi večje modele, kot sta recimo kitajski DeepSeek pa Kimi. In najboljša stvar pri tem pa je, da do tega superračunalnika imajo dostop tudi študenti. Skratka, če delate na nekem svojem raziskovalnem projektu, je edini pogoj, da vaš mentor napiše našima skrbnikoma tega sistema, sta Iztok pa Matjaž tule na sliki, za dostop in v bistvu tudi študenti pridajo do tega dostopa. To je pa to z moje strani, hvala. Hvala obema. Škoda, ker ne moramo spoznati vseh projektov. Vse v redu. Ko bo konec tega predavanja, greste lahko v naše učilnice in predavalnice in si lahko pogledate svega in svašta, kaj delamo na Freeju. Ja, sam po mojem si zdaj mislite, ok, to je vse ful cool, sam kako pa sploh dobite neko znanje, da lahko naredite nek tak projekt. Ja, enostavno, ne prideš na Free študirati. Dajmo našo besedo zdajle prodekanu za pedagoško dejavnost, profesorju dr. Slavku Žitniku, ki nam bo pojasnil vse v študijskih programih. Zdravo, hvala. Torej, me veseli, da vas je toliko odločili priti na Free, torej, da vas zanima to področje.
Zdaj ste videli nekaj primerov, kaj vse se na Freeu uči, kaj se bo dogajalo. Zdaj lahko bi te primere kazali, ne vem, en teden, ne. Izbrali smo jih pač samo nekaj za tale dogodek. Zdaj, moja naloga nekako je, da skrbim za pedagoško področje študije, torej tudi za programe, kamor se boste vi vpisali. No in če pogledamo programi, ki so v bistvu zdaj na voljo za vas, torej prvostopenjski programi, kamor se boste vpisali, upam, jih imamo nekako razdeljene takole na univerzitetni študij in visokošolski študij. Torej, imamo dva matična programa računalništva in informatika. Tukaj le vidite število mest, ki je na voljo. Na visokošolskem študiju imamo tudi na voljo mesta za izredni vpis, torej za tiste, ki so že kje drugje študirali ali pa kje delajo, ali pa tudi, če mogoče komu ne bo uspel se kam vpisati. Potem imamo pa še nekaj študijev za drugimi fakultetami, ker kot veste, tako kot je bilo tudi predstavljeno danes, računalništvo in informatika je nekako že povsod. Torej na naši fakulteti zelo sodelujemo z drugimi vedami, torej da na koncu študija, da ste že mogoče usmerjeni tudi mogoče v posamezno domeno, kjer vas mogoče delo zanima. Potem se to na drugi stopni in tretji stopni na doktorskem študiju še dodatno razširi. No, ampak tole nekako je ponudba za vas, pa bi mogoče zdaj v nadaljevanju nekako povedal, kako so te programi sestavljeni. Torej, čeprav vem, ste dobili neke brošure, vidim, da jih že imate, v teh brošurah so posamezni programi opisani, torej lahko točno vidite, kateri predmet boste poslušali in tako naprej, ampak mogoče ne bi zdaj govoril točno o tem, kateri vsi predmeti so na voljo. Mogoče tako v splošnem povemo po skupinah, kaj se boste pri posameznih predmetih učili. Torej, ne glede na to, na kateri program od teh se boste vpisali, boste dobili dovolj znanja na področju računalništva, da boste lahko potem nadaljevali na kateremkoli programu na drugi stopni, ali pa da boste dobili dovolj znanja na kateremkoli področju, ki si ga boste nekako zaželeli. Ampak v splošnem so te predmeti, ki jih imate v brošurah, nekako razdeljeni, da pokrijemo neka osnovna računalniška znanja, od tega, da začnemo z nekimi osnovami programiranja, ki je nekako osnovno znanje, ki ga potem rabite, da nadgradite znanje z razumevanjem algoritmov, da potem tudi razumete, kako nizkonivojsko delujejo sistemi, od tega, kako so narejeni čipi, kako se priklopi spominski modul na procesor in tako naprej, do potem tega, da ste sposobni graditi neke večje sisteme, informacijske sisteme, da poznate obvladovati podatke v večjih podatkovnih bazah in tako naprej. Poleg tega smo pa tukaj inženirji, in za inženirje velja, da moramo razvijati tudi neke nove stvari, preboje in tako naprej. In za te stvari in za razumevanje vsega tega potrebujemo tudi neka matematična znanja. Torej, kar nekaj je tudi matematičnih predmetov, torej, da razumete osnovne koncepte, da mogoče razumete algoritme, ki delujejo verjetnostno, torej tisti, ki vas bo mogoče bolj zanimala umetna inteligenca, boste mogli precej vedeti o tem, o verjetnosti, statistiki, o neki optimizaciji in tako naprej. Torej, tukaj je nekaj predmetov iz tega področja, vidite tudi matematiko, diskretne strukture, mogoče vam ta imena ne povejo nekako veliko, ampak ne se bati. Začnemo recimo z matematiko iz srednje šole, to nekako v prvem semestru pokrijemo in potem od tam naprej recimo nadaljujemo. Torej, čim bolj se pripravite za maturo, potem pa bomo matematiko spet tukaj ponovili. No in potem po teh osnovnih področjih vas pa nekako čaka veliko morje neke izbirnosti. Torej, odvisno od študija, ki si ga boste zbrali, ampak na matičnih programih vam ponujamo module. Moduli so neki skupki posameznih predmetov za neka področja. Torej, ko boste končali nek program, boste že nekako usmerjeni, boste imeli recimo neko globje znanje o nekem specifičnem področju, dveh, treh, kar vas bo zanimalo. Poleg tega imamo pa še nek nabor, večji nabor izbirnih predmetov. Te izbirni predmeti pa mogoče smo malo drugačni kot druge fakultete. Veste, da ChatGPT bil prej omenjen, to je neka zgodba, ki je stara par let.
Jaz učim naravnega jezika, ki učimo od 2016 in smo predmet že 4-krat zamenjali. Ne. Torej na naši fakulteti te izbirni predmeti prehajajo potem v module in moduli, ki mogoče niso več aktualni, prehajajo v izbirne predmete. Tako da, ko boste vi prišli do 3. letnika, bodo mogoče na voljo drugačni moduli, kot jih zdaj le vidite. Torej, naše programe konstantno posodabljamo in načeloma pri predmetih ne boste imeli gradiva, ki bo še iz časa korone. Ne. To je bilo zdaj že kar nekaj časa nazaj. Ne. In tudi posnetki iz tistih časov niso več aktualni. Ne. Kakšnih še vedno uporabljajo, pa potem na izpitu ugotovijo, da ga niso naredili, ker jim vsaj pol snovi manjka. Ne. Tako da to nekako, recimo, so vsebine, predvsem se osredotočite na to, kaj želite delati in videli ste par primerov, kaj vse se boste naučili, da boste to dosegali. In tukaj vam bomo nudili vse te vsebine, znanje, da boste lahko počeli različne stvari na našem področju na različnih domenah. No in če pogledamo za začetek naša dva matična programa, programa računalništva in informatika, kjer imate na izbiro univerzitetni program in visokošolski program. Zdaj, v obeh primerih gre nekako za programa, kjer boste dobili dovolj znanja na področju, ki vas zanima. Vprašanje je samo, kakšna je zdaj razlika med tema dvema programoma. Zdaj, tukaj imate nekaj osnovnih podatkov. Zdaj, s poklicno maturo pridete lahko na visokošolski program, splošno maturo na univerzitetni program. Visokošolski program ima tukaj tudi neko prakso v podjetju, izbirne predmete, na univerzitetnem študiju imate pa v bistvu na voljo module in tudi izbirne predmete. Se pravi, se v neke vsebine malenkost bolj poglobite. Zdaj, mogoče osebno, kaj bi želeli vi izbrati, ne? Razmišljajte v smislu, kaj bi želeli početi, ko končate študij. Ali bi želeli voditi neke ekipe razvijalcev, razvijati metode umetne inteligence, biti v bistvu arhitekt informacijskih sistemov, poznati stvari bolj v podrobnosti, biti res nek vrhunski strokovnjak in potem tudi nadaljevati mogoče študij, vas mogoče zanima doktorat, raziskovanje, potem je mogoče univerzitetni študij boljša izbira. Za tiste, ki pa že veste, da bi radi razvijali spletne strani, bi bili radi programer nekih vgradnih sistemov, bi radi delali na nekem specifičnem področju, na nekem strokovnem znanju. Ne. Bi takoj se zaposlili nekje v nekem podjetju, ne. Zdaj mi imamo bolj težavo, da vsi študenti, ne glede na to, na kateri študij so vpisani, že imajo zaposlitev že skoraj v času študija, tako da jih moramo tukaj le malo omejevati. Torej, za tiste, ki pa vas mogoče to bolj zanima, pa visokošolski študij malo bolj primeren. Ampak ne glede na to, kateri študij boste zbrali, ta dva ali pa od tistih, ki vam še kaj povedal, boste dobili dovolj znanja, da lahko potem nadaljujete na drugi stopnji. Razlika je samo, na čem bo poudarek, pa tudi, koliko boste sami angažirani, da boste dobili znanja in ga tudi potem osvojili. No in če si pogledamo še ostale programe, to so pa interdisciplinarni programi, pomeni, da jih ponujamo v sodelovanju z drugimi fakultetami. To so programi, ki jih ponujamo na prvi in drugi stopnji. In če začnemo program računalništvo in matematika, s fakulteto za matematiko in fiziko. Zdaj, tisti, ki vas mogoče za vas ni dovolj univerzitetni program, ne, bi želeli še bolj poznati neke teoretične matematične osnove. Vas mogoče še bolj zanima umetna inteligenca, pa bi tam začeli razvijati stvari. Ne. Vas mogoče zanimajo kakšni kompleksni algoritmi ali pa vas mogoče zanima, kako se naredi knjižnico za vizualizacijo podatkov, pa da se en graf lepo nekje pokaže. Ne. Za tiste, ki vas ta vsebinski del, algoritmi, malo bolj zanima, je mogoče tale program bolj primeren. Ne. Je tudi malo bolj zahteven program, ampak ne vas to ne skrbi, če imate nek cilj, boste stvari že dosegali. Potem imamo program multimedija s fakulteto za elektrotehniko. Torej, tisti, ki vas poleg inženirskih znanj na področju računalništva in informatike zanima še to, da bi razvili kakšne uporabniške vmesnike. Vas zanima, kako so zgrajene te večje infrastrukture, socialna omrežja, vas zanima mogoče urejanje video vsebin, slik in tudi v bistvu
algoritmi pa protokoli zadaj, ki so recimo pri prenašanju videoprenosov, zdaj recimo, ki se prenaša tole tudi v P1, ne. Tisti, ki vas to mogoče bolj zanima, je študijski program multimedija za vas mogoče bolj primeren. Ne. Potem imamo program upravna informatika. Zdaj, zakaj bi ta program bil za vas važen? Ne? Zdaj, živimo v Evropski uniji, ne? Imamo precej pomemben državni aparat in tudi meddržavni aparat, izmenjevati moramo podatke z drugimi državami in tukaj imamo kar nekaj izzivov, kako vse te procese, stvari optimizirati. Ne? Mogoče se vam zdi, da to ni pomembno, ne? Ampak vsi te večji sistemi, ki jih uporabljamo, so verjetno največji sistemi, ki jih imamo v Evropi in tudi na svetu. To so državni sistemi. Ne? In tisti, ki mogoče veste, da bi razvijali te velike sisteme, ne? In da bi tudi pridobili neka upravna znanja, se pravi postopke, kako se pripravljajo neke uredbe, kaj se zgodi, ko se uredba mora nekaj implementirati, kako recimo delajo upravne enote, kako tečejo postopki, ne vem, če vas mogoče zanimajo volitve, kako tečejo pa kako se jih potem lahko podpre. Ne? Potem je mogoče program upravna informatika za vas zanimiv. Ne? No in letos uvajamo še program biofarmacevtsko inženirstvo. Tukaj pa gre za program za tiste, ki vas mogoče bolj zanima farmacija, biologija, bi radi razvili neke postopke za, ne vem, odkrivanje zdravil, vas zanima, kako avtomatizirati stvari pri raziskovanju bioloških sistemov in tako naprej. Ne. Tisti, ki vas to zanima, je pa mogoče ta primer, oziroma ta program za vas bolj primeren. Ne. Zdaj, tukaj tudi vidite, da so ene fakultete odebeljene z rumeno, recimo. Ne. Zdaj, imamo te programe na prvi in drugi stopnji, sem rekel. Ne. In s temi partnerskimi fakultetami si potem tudi delimo, kdo koordinira katero stopnjo. Koordinira pomeni, kam se boste dejansko matično upisali. Ne. Boste v bistvu študenti obeh fakultet, dobili boste diplomo obeh fakultet, ampak nekje bo, ena članica vas bo pa vodila kot glavnega študenta, ne, ker ste pri njej upisani, tam boste imeli tudi tisti študij s spletno učilnico in tako naprej. Ne. No in vidite, tele spodnji trije programi, ne, jih v teh primerih na prvi stopni vodi partnerska fakulteta, na drugi stopni pa to zamenjamo. Ne. Tako da recimo, če se boste upisali na multimedijo, boste upis oddali za fakulteto za elektrotehniko, za ta program. In to pomeni, da boste upisani tudi na naši fakulteti. Ne. Dobro, torej, zdaj naslednji korak za vas je, ne, da mogoče od teh partnerskih fakultet obiščete še drugo fakulteto. Zdaj, to je tudi ena možnost odločitve. Če ste tukaj zato, ker ste razmišljali, ne veste, da bi šli na fakulteto za matematiko, fiziko ali pa na fakulteto za računalništvo informatiko, če med tem razmišljate, potem je računalništvo informatika program za vas najbolj primeren. Ne. Tako se lahko tudi nekako odločite. Ne. In zdaj, tukaj imate rok, do kdaj se morate prijaviti za upis na fakultete. Bodite pozorni, ki naredite prijavo, imate tam še dodatno gumb, da prijavo dejansko oddate. Ne odda se sama, mi vas ne bomo mogli sprejeti, če ne boste dejansko tudi kliknili gumba oddaj. Ne. Imeli smo lani par takih primerov. Ne. Tako da na to bodite pozorni. Zdaj, mogoče bi pa še izpostavil par vprašanj. Ne. Zdaj, odgovoril sem že na tretje vprašanje, kateri študij univerzitetni ali visokošolski izberete. Ne. Delno sem odgovoril, koliko je matematike ali je težka. Torej, vse nekako izhaja, imamo podlago iz matematike, ampak če ste v srednji šoli opravili matematiko, jo bomo tukaj ponovili in od tam šli naprej. Zdaj, pomembno pa je, da boste hodili na predavanja in da boste hodili na vaje in delali. Ne. Zdaj, če matematiko obvladate, ne, ali pa tudi v bistvu, če programiranje obvladate, se lahko zgodi, da boste prišli na predavanja pa rekli, se ta profesor pa predava iste stvari, ki smo jih slišali v srednji šoli, ne. Boste šli na vaje, boste tam računali neke odvode, integrale, boste rekli, to že vse znamo iz srednje šole, potem boste malo spustili predavanj, boste prišli decembra, boste videli, zdaj pa stvar že toliko napredna, pa bo malo težko tole nadoknaditi, pa mogoče prvi izpiti januarja, februarja ne bodo šli. Ne. Zato recimo se splača, tudi če mislite, da stvari že veste, ne,
da jih dodatno utrdite na predavanjih pa vajah. Nič ne bo škodilo, boste potem lažje gradili na tem, ne? Ker študij traja 3 leta, vsakemu letu 2 semestra. Ne? Zdaj, če mislite, da prvi semester obvladate, je še veliko možnosti pa znanja, ki ga ne poznate. Ne? In še vprašanje, če rabite znati programirati. Ne? Zdaj, študij narejen tako, da imate vsi programi v prvem semestru, v zimskem semestru, torej v začetku oktobra, predmet osnove programiranja ali pa programiranje 1 in tam začnemo od začetka. Ne? Torej, tisti, ki že znate programirati, hodite na programiranje, ker boste sigurno kaj novega izvedeli do konca semestra, ker potem se zgodi, da tisti, ki mislijo, da znajo, ne naredijo izpita. Ne? In tudi korelacija je, da tisti, ki hodijo na predavanja in vaje, 95% takih študentov naredi izpit. Ne? Torej, ne rabite se zdaj bati ali pa odločati, je pretežko računalništvo, ker še ne znam programirati, ker še nikoli nisem programirala ali pa kaj podobnega. Ne? Tako da vse se boste naučili tukaj, ne rabite nič skrbeti, zdaj se morate samo osredotočiti na vašo maturo, da se boste sploh lahko vpisali k nama. Torej, mislim, da je bilo to z moje strani. Hvala. Potem na koncu bodo pa še vprašanja splošna, tukaj sem 3 izpostavil. Ja, hvala, Slavko. Na FRIU je preko 100 profesorov in asistentov, ki se trudijo predati čim več znanja in vas usposobiti za največje delovne izzive. Ja, in nekaj izmed njih smo jih prejšnji teden tudi ustavili na naših hodnikih, da so nam povedali, kaj pravzaprav sploh učijo študente pri svojih predmetov. Tako da, dajmo si pogledati posnetek. A ste se kdaj vprašali, kaj se dogaja pod pokrovom računalnika, ko igrate igrico, poslušate glasbo ali poganjate poljubne programe? Pri predmetu računalniška arhitektura se boste naučili, kako procesor izvaja vaše programe in kako sodeluje s pomnilnikom in ostalimi napravami pri tem. Vse, kar se boste naučili pri tem predmetu, bo v bistvu temelj za vse, kar boste počeli v svetu tehnologije. Pri predmetu osnove umetne inteligence se, tako kot ime predmeta pravi, učimo največjih osnov umetne inteligence, tako zgodovinsko, kako je področje nastalo, kot tudi metod, ki so potrebne za razumevanje vsega tega, kar se danes dogaja. Danes se v svetu veliko govori o globokem učenju, o velikih jezikovnih modelih, tudi malenkost o sklepanju, planiranju, reševanju problemov, tako da to so tiste osnovne snovi, ki jih predelamo pri tem predmetu, zato da lahko študij in razumevanje področja gladko tečejo naprej. Pri predmetu tehnologija iger in navidezna resničnost si bomo pogledali, kako znanje, ki ste ga pridobili na dodiplomskem študiju pri drugih predmetih, združite v eno tako koherentno celoto in naredite svojo računalniško igro. Ste se kdaj vprašali, zakaj so na fotografiji, ki jo močno stisnemo v majhno datoteko, vidni kvadratki? Odgovor spoznajo študenti pri predmetu multimedijske tehnologije, kjer med drugim obravnavamo tudi tehnike kodiranja multimedijskih podatkov. Pri predmetu programiranja specifičnih naprav na univerzitetnem študiju razvijamo napredne mobilne aplikacije. Pri predmetu programiranja energijsko omejenih naprav na VSŠ študiju razvijamo storitve za naše pametne domove. Pri predmetu linearna algebra imamo za osnovne gradnike vektorje, pa metrike in linearne preslikave. In ti pojmi so ključni, da boste kasneje lahko v sodobnem računalništvu delali z računalniško grafiko, da boste lahko razumeli pa obdelovali velike podatke in nenazadnje tudi delali z umetno inteligenco oziroma strojnim učenjem. Jaz vas bom učil programirati in programiranje je kot reševanje ene uganke. Najprej moraš nekaj sprogramirati, narediti program, potem moraš pa ugotoviti, zakaj tvoj program ne dela. Ta drugi del je mogoče še bolj zabaven, tudi več časa vzame in ta je pa kot ena detektivka. Ne? Greš skozi program in ga poskušaš zalotiti, kdaj gre narobe in zakaj. No, 3 dni nazaj smo na fakulteti podelili 150 študentom njihovo diplomo. Kaj pa pol, kaj konc študija, zaposlitev iskati, koliko so programerji plačani? Dobra stvar FRIA je, da imajo študente na voljo veliko izbirnih vsebin, s katerim si lahko prilagodijo svoj urnik in s tem se oblikuje njihov poklic. Ja, pa baje smo tudi nadpovprečno plačani. Tle vidite primere, vidite, da so malo razlike glede na to, zakaj se odločaš, ampak vse so nadpovprečne za Slovenijo. Kaj pa umetna inteligenca?
o tem dosti govorimo, a ne, zdaj že kar par let in eni pravijo, da bojo tudi računalničarje zamenjali. A misliš, da je to res? Stališče FRIA je jasno, se pravi, umetna inteligenca ne bo zamenjala računalniških strokovnjakov, v bistvu bojo glih oni tisti, ki jo bojo razvijali. Delo se bo preoblikovalo tako, da bodo rutinske naloge prevzeli agenti umetne inteligence, kar bo računalničarjem omogočilo hitrejše in bolj učinkovito delo. No, zdaj pa dosta o statistikah. Dajmo raje spoznati naše bivše diplomante, da nam pokažejo, kako njihovo delo poteka v praksi. Ja, in tokrat nam bo več o tem povedal Tom Vodopivec iz podjetja BirdBuddy. Tom je bil nekoč asistent na fakulteti, a se je nato odločil za industrijo. Vzpostavil je platformo za financiranje zagonskih podjetij in danes deluje kot glavni operativni direktor v podjetju BirdBuddy. Pozdravljen. Živijo. Nam lahko na kratko poveš, kaj sploh je BirdBuddy? Veseljem. Živijo vsem. Kdo že slišal za BirdBuddy podjetje? 1, 2, 5, 10 rok. Ok, malo več reklame moramo doma delati. Kaj delamo? Vidite gor na sredini sliko. Pametna ptičja krmilnica, ki ima kamero, in ko pridejo ptički se hraniti na vaš dom, v vaš vrt, zajame sliko, avtomatsko se sproži, zajame sliko, zbudi se in gre čez umetno inteligenco, prepozna vrsto, prepozna starost, prepozna spol in na vaš telefon, na vašo aplikacijo pošlje slike iz vašega doma, vaših malih prijateljev, ki vi hranite za čas, ko ste v šoli, v službi, po svetu, vam pošlje take trenutke feel good iz vašega doma. Smo eno najbolj uspešnih slovenskih zagonskih podjetij, prodali smo jih več kot 1 milijon že, zaposlujemo v Sloveniji in v ZDA. In 5 let smo stari, 50 milijonov denarja smo že zbrali, na 200 milijonov smo naredili in gremo naprej, da se širimo še v Evropo pa v Azijo. Kako vas je sploh kariera do sem pripeljala? Jaz sem na FRIU doktoriral, šel sem prvo stopnjo, delal sem hardware na prvi stopni, potem sem šel na drugo stopnjo, sem preskočil pri meni, se je dalo kar čez in sem šel na doktorat. Tam sem delal z umetno inteligenco, tako da AI, to je bilo 10 let nazaj in takrat so se globoki modeli pa te konvolucijske mreže, jezikovni modeli lik začenjali v akademski sferi, ko sem jaz zaključeval svoj študij. Potem sem jaz šel v gospodarstvo, 5 let sem bil v gospodarstvu, delal sem s podatki, podatkovni znanstvenik, analitika, data is the new gold, to je bila mantra 2015 do 2020 in po 5 letih tam sem pogruntal, da bi pač tudi nekaj svojega naredil in bilo že večkrat omenjeno danes valjda, studio za videoigre, kaj pa drugega. Sem šel pred svoje podjetje, v 2 letih zaprl svoje podjetje, ga spravil v stečaj, standardna zgodba podjetnika. Potem seveda, ko se naučiš, kako spraviš podjetje v stečaj, greš drugim svetovati, kako njihova podjetja ne spravijo v stečaj. In tako sem prišel delal sem z 20, 30, 40 zagonskimi podjetji, start-upi v Evropi, nekaj tudi v Ameriki in tako sem prišel tudi do BirdBuddyja, kjer so me povabili zraven prvega svetovalca, no pa smo se dobro ujeli, pa so rekli, kaj pa če bi pomagal furati podjetje. Kako to, da ste sploh toliko kariernih poti spremenili? Marsikdo me vpraša, zakaj si toliko menjeval službe. Jaz sem šel v akademsko kariero, potem sem šel v gospodarstvo delati kot zaposlen, potem sem šel kot podjetnik, zdaj sem kot menedžer, kot direktor. Nič nisem ekonomsko učen, vse sem se sam naučil, samouk, vodili smo zmeraj podatki, spravi neka analitika. Ampak tako, ko sem bil majhen, če bi me vprašali, kaj je največ, kar si želim v življenju, znanstvenik. To je bilo tako. Tja do 25 leta, I'm gonna be a scientist. No, tako, Einstein, Tesla, to je to. No in sem bil pol znanstvenik, ko sem doktorat zaključeval, ko sem končal 6 let in danes smo se že večkrat menili radovednost. Sem rekel, pismo, a bi rad zdaj še 40 let, 50 let ali pa do konca lifea to delal, ali bi rad malo videl, kaj še drugega obstaja. In potem sem rekel, pa pojmo gospodarstvo, se lahko zmeraj vrnem. Tako da sem šel pol iz radovednosti, pa neka ambicija. V gospodarstvu po 5 letih sem tudi gotovo pismo, vse je fajn biti tako nek zaposlen, vodja nekega oddelka, ampak kaj pa, če bi jaz sam probal nekaj narediti. No, spet radovednost pa ambicija in potem sem šel sam svoje podjetje odpreti. Tako da glavno vodilo pri meni je bilo probati nekaj novega, zdaj se lahko zmeraj vrneš, če ne izkusiš, ne veš, kaj ti bolj paše.
Ja, jaz moram pa nekaj priznati. Midva se že odprej poznava, a ne? Se spomnim, sem takoj videl. Me je bilo strah, da bo to malo creepy, če se te vprašam. Ja, veste, Tom, on je kot asistent vodil tudi poletne šole na Friju in jaz, ko sem bila ene toliko stara kot vi, sem se udeležila te šole in smo se igrali z Lego robotki. In bi lahko rekla, da je na nek način on mene navdušil, da sem sploh šla za tehniko, ker predtem sem bila čista umetnica. Pa me zanima, to je bilo zdaj že kar nekaj časa nazaj, ne 12 let, nekaj tazga sem gledala. Kaj tazga, ja. A še zmerno navdušuješ mlade? Se trudim. Jaz sem, ena od stvari, ki sem najbolj rad delal, še ko sem bil na fakulteti, je bilo poučevanje. Jaz sem bil asistent, pa tudi za to poletne šole, in se spomnim, tako da lepo te videti spet po 10 letih. Hvala lepo. To ni skriptirano, by the way, da ne boste mislili, da je noter napisano. Sam zato smo ga povabili. Ja. In tudi tekom pol naprej se vidi, da zelo rad, meni mi daje veselje, da predajam znanje naprej, pa tudi malo mentoriram karierno kam iti, pa kako se zbirati, pa kako ne biti na nekem avtopilotu, pa z glavo v pesku. In tudi zato sem bolj začel svetovati startupom, ker dosti imaš mladih podjetnikov, pa jim predajaš znanje. Z veseljem pridem na fakulteto ali pa na kakšno delavnico, ko me malo prosijo podeli, zakaj si ti 10 služb zamenjal, pa zakaj tako greš naprej. Tako da, ful z veseljem. Kakšne se ti pa zdijo zdaj trenutno recimo priložnosti za mlade, ki bi hoteli začeti kak svoj startup? Cel svet je na razpolago z 2 kliki. In orodja danes, govorimo ChatGPT pa generativni AI, je vsakemu posamezniku omogoči, da je one man army. Ne rabiš imeti pravnikov, ne rabiš imeti svetovalcev, ne rabiš imeti dizajnerjev, ne rabiš imeti menedžerjev. Tako, sam lahko pripelješ zadevo sama, kar bi prej potreboval 5 ljudi, ne pa bi potreboval mogoče 6 mesecev na leto, danes se narediti v par tednih. Tako da tehnologija vam to ful omogoča, podporni sistem, če se greste svojo firmo delati, svoj startup, kaj še treba dobiti, da se, v Sloveniji imamo solidne strukture za pridobivati začetni denar, ampak spet, če je ideja dobra, če ste ambiciozni pa motivirani, dekanja Mojca je prej zelo lepo povedala, samo svojo motivacijo rabite najti, tam, kjer vam najbolj dogaja, potem se vse da, samo tisto poiščite, tako sem jaz iskal svoje. In pol lahko tudi tujini dobite, zelo hitro podporo, zelo hitro pomoč, imamo Slovence, ki so čez celo Ameriko, cel Silicon Valley jih je poln, na vzhodni obali v New Yorku jih je polno Slovencev, ki vam lahko pomagajo pa odprejo vrata. Tako da se z orodji, da se z denarjem, da se z poznavanjem, s poznanstvi, ampak ta glavna zadeva, en moj bivši sodelavec je šel iz slovenskega podjetja delati na Meto, v San Francisco, bil je direktor inženirskega oddelka. In ko je tle imel Slovence za sodelavce, in ko je prišel tja, tako čez en mesec se slišva, mi reče, veš Tom, jaz sem res razočaran nad kvaliteto ameriških inženirjev, v Sloveniji smo neprimerljivo boljši. In to je res. Ja, hvala Tom, za danes pa upam, da si danes mogoče še koga navdušil, da se bo odločil za študij na Friju. Hvala lepa. Skratka, priložnosti je za študente in študentke Frija ogromno, ampak zdaj vprašanje, kje sploh začeti? Ja, ena izmed prvih opcij za pridobiti neke izkušnje je seveda študentsko delo, druga pa so številne obštudijske dejavnosti, ki jih ponujamo na Friju. Tako da bova za konec povabili še študenta Mateja Ahačiča, da nam bo pojasnil, kako se on udejstvuje kot študent na Friju. Pozdravljeni. Bomo govorili še malo o socialnem vidiku študija. Študij bo za vas nek nov korak v življenju. Ratali boste veliko bolj samostojni, veliko vas bo šlo na svoje živeti, obenem pa s tem pridejo tudi razne zabave, druženja, spoznavanje novih ljudi in tukaj pride upoštev društva na fakulteti. Imamo res veliko društev, kot recimo študentska organizacija, Dragonsec, ESTEC, Beat Club, ki se res trudijo nas povezovati v neko skupnost. No, te društva velikokrat organizirajo dogodke, kot so razni LAN partiji, hackatoni,
Capture the Flag iz Cyber Security, torej imamo tudi Roboligo, kjer se programira avtonomne Lego robote, kot je že na začetku omenila kolegica. No, poleg tega imamo pa tudi za bolj športnike razne športne ekipe, kot recimo za košarko, odbojko ter nogomet. No, poleg vsega tega je pa še precej priložnosti za neko mednarodno povezovanje in pridobivanje mednarodnih izkušenj z Erasmus programom. Imamo možnost potovati za semester ali dva v 19 različnih evropskih držav, poleg tega imamo pa možnost dvojnega študija v Koreji. No, za tiste, ki se pa boste odločili priti na FRI, pa v zadnjem tednu septembra študentski svet organiziramo uvod v študij, kjer lahko pridete in obnovite neke znanje matematike in programiranja, še posebej dobro za tiste, ki nimate predznanja programiranja, da pridete in imate ta nek jump start. No, za vsa dodatna vprašanja je pa tukaj danes okoli 20 študentov, ki vas bomo vodili naokoli in lahko pristopite in nas vprašate. Skratka, študentsko življenje je več kot le študij in vse te izkušnje vam bodo dale dobro popotnico v življenje. Ampak preden boste sploh začeli svoje študentsko življenje, morate valjda narediti dve zelo pomembni stvari. Prva stvar je, da se dejansko vpišete kam, druga stvar, da naredite maturo. Pa še ena stvar. Zdajle je ta prav čas, da če imate kakšna vprašanja, jih lahko delite z nami, preden zapustimo to predavalnico in se gremo ogledati naše projekte.